Ejo, gaming terminal je ta vikend in mi bomo tudi tam prisotni. Tako da danes smo malo v pripravah, moramo vse, kar bomo pač tam imeli tja spraviti. Torej, tomketa, šotor, vse, kar paše okoli šotora. Merch bomo tam tudi prodajali, drift simulator bomo tam imeli, flight simulator bomo tam imeli. Ja, res je, lahko boste leteli na flight simulatorju in to kar z vojaškimi letali. Itak, da je malo vse v sklopu skvadrona. Tako da, ja, malo še pripravljamo stvari, ki jih rabimo za tja. Počasi odpeljemo prvi del robe, naložimo tomketa na prikolico in pičimo v media center. Ok, prišla sva po tomketa, da ga naložimo na prikolo. Šotor smo tam postavili na 3/4. Tako da zdaj moramo avto pripeljati, ker pol več ne bomo mogli noter prije tu v halo. In to je to, se pravi, odbijač dol na prikolico in pičimo nazaj v media center. Evo gre, tomket gre, mi gremo. Mi gremo. Sploh te ne vidim. Jaz ne moram biti posebno kamer. Če bi Drej delal, ne bi zdaj tle bili, ampak on snema pa... 2 meseca nazaj bi mogel biti. 2 meseca nazaj si ga. Tako je to zgleda. Mi smo pripravljeni na gaming terminal. Jutri uradna otvoritev. Naš boot. Looking good. Ena razlika, kaj je, se pravi, kako bo celoten event zgledal. Ne bo toliko svetlo noter, ker poanta so vse te neonske lučke, taka malo bolj, kako bi rekel, bolj tako cyberpunkish stil. Boste videli, ko bomo šli zdaj čez vse bute na hiter, da je vse tako v nekem neon glow in podobno. Pri nas imamo Assetto Corsa, buildamo nek drift simulator. Minus, kaj je to, da nismo dobili menjalnika, ampak je pa hidroročna. Imamo našega S14 tomketa noter za voziti. The best stvar je to, da imamo še combat flight simulator in boste lahko leteli z fighter jeti. Ja, TV-ček, da malo lahko pokažemo, kaj dejansko počnemo. In to je to. Zakaj počen glas? Pač preveč smo delali zadnjih, ne moram reči teden dni, ampak gre še all the way back before night strike in po temu definitivno en zaslužen dopust, zaslužen počitek, kakšen dan ali pa 2. Kar se tiče gaming terminala, to, kar ste videli, v bistvu ni to, ker poanta je dogajanje na odru in čez celoten vikend obljublja, da se bo na odru dogajalo ful enih aktivacij. Med drugim tudi Vortexov GTA roleplay, kjer bojo ropali banko v Emoni, ampak pol pa ne vem, kaj se zgodi, bojo uspeli ropati banko ali ne, bojo koga zaprli. Morate priti pogledati v glavnem oziroma spremljati te modele na njihovih socialnih omrežjih. Evo, tle leži generalka pred tem omenjenim roleplayem. Superstar. Ne, če se lahko tako kličeš, ampak, to s mene mislil. Vsi imamo, da je superstar. Jaz sem tebe mislil, da si superstar. Mislim, definitivno superstar tega dogodka. To pa ja. Mogoče GTA, ja. GTA, ja. V glavnem priprave na GTA roleplay.
Da ti povej našim viewerjem, kaj je to GTA roleplay. Da bojo najlažje razumeli resnično življenje predstavljeno v virtualnost. Evo, to je to. Igranje vlog, se pravi, tako bi pokrti se, ne vem, primer, mehanik, policaj, kakorkoli si pač v igrici noter in se s tem deluje približno isto kot država. In si samo ta en karakter in to je to in imaš neke svoje naloge. Naloge, ki jih upravljaš, to da cel sistem oziroma mesto, kakorkoli država deluje. Okay. Brez reševalcev ne gre, brez policije ne gre, brez meščanov ne gre, tako da In ta vikend se bo to tle odvilo v bistvu v smislu enega filma, kaj bi bilo en action movie. V bistvu je nadaljevanje tega, kar že tako kuramo na streamih po tej zadeva, tako da bo kar zanimiv. Yeah. Gaming terminal je uradno odprt. Preden nastane ogromna gužva, bi pa šel jaz malo probat na te stečne igrice pa vse ostale aktivacije, ki se dogajajo, da vidim, koliko se bojo lahko obiskovalci kaj zabavali ta vikend. Pejmo. Ok, tle ne bomo šli podirati rekordov, ker smo itek seznanjeni s tem simulatorjem še več kot dober. V tale pol žogic pa ne bom zaplavil, ker bomo zafilali content vsaj za 1 uro, preden bom jaz najdel zlato žogco. Tako da gremo na naslednji station od Razerja. Glavni organizator. A boste eno mesec. Zdaj gremo videti. Zdaj gremo probati. Vi ste že v letu. Tako je. Zdaj pa pravda. Evo, malo smo pokusili, koliko sem le znal. Boljš ka Fortnite, no, mislim, ne me narobe razumeti, sam to ne mi je šla boljš. Gre proba do vupa refleksa. Ni bad, VR, lightsaber, iskreno povedan, tle se ne bi rad kaj probal. Nazadnje, ko sem probal racing na VR, mi je bilo malo slabo. Ne vem, mogoče tle drugačen film sam. Itak bomo težko zajeli po moje ta moj experience. Gremo naprej, kaj imamo še? Lenovo Hisense, gremo pogledati, kaj tam dogaja. Hisense Corner z Big S TV-jem, 100-inčnim. Mogoče tle od te hali to ne izgleda toliko veliko, ampak če je sam. Igra se neka igrca na PS5 Pro. Kje je to igrca? Forest of Wolves, maybe. Nimam pojma. Zgleda malo zakompliciran. Mogoče pa ni zakompliciran. Smo na terasi gaming terminala in prvo je tukaj Valu s tem poletnim butom. Kaj imate danes kaj na Valu? V bistvu imamo fotobut, kjer se lahko slikate, dobiste slike za spominček, pa imamo Valu, to je pa v bistvu spletna denarnica, kjer dobite 10 evrov dobro imetja, če si naredite napredni Okay. Malo balonček sem dobil. Glej to, kjera modela, stari. Čisto hodov. Hodam okoli in naletim na the one and only Gala Sandal. Oh, Dread! What up, man? Motherfucker racer! I love these guys. Dečka, a long time friend.
long time partner na startu konkurencija. A nismo mi A nismo, ja, ali this is the guy, Stumble Guys. Stumble guys! The best VRC racer in Slovenija. In Others take notes, learn. Kako ti je Gaming terminal mi je super organizacija, svi, Tade, Borežan, produkcijska ekipa, kamere, sve super volonteri. Dobro je. Šta je sljedeće? Infogamer, 4 dana. Hoće biti malo jače nego prošle godine. 100k, sigurno. Mislim, ja sam bio zadnji put 2019. baš je bilo na bomba. 2019 je bilo 185.000 ljudi u 6 dana. 2019. je pokidala skroz, nadam se da ove godine... Ove, valjda 100k će biti, a vidjet ćemo, tako kažem. Živa, lago, bro. Ćao. Smo na 32nd Squadron putu, ne bo pristal helikopter, to je sam footage iz roleplaya. Kot sem že omenil, combat simulator, drift simulator, imamo mlade upe slovenskega drifta tukaj. A si prišel gameat, ali si prišel malo pogledat naš drift put? Malo pogledati vse, drugače super, ful se uredi. Všeč, kaj ti najbolj všeč? No, ok, poleg tega, to je malo deformacija. Vse mi je, vse skupaj. A drugače kaj igraš razen, pa če Assetto Corsa? Ja, kdaj Fortnite igramo skupaj s friendom, ampak bolj malo. Fortnite, da vsi igrati ta Fortnite. Thanks, živi še naprej. Kit je danes, ne danes, cel vikend je ekstra priden. Ne sam dam inštrukcije driftanja, daj tudi inštrukcije, kako letiš z frogfootom. Plus 51 zgod tudi vsake dorsajta. Pa 51 Ti se bolj za pristajanje, kakor letenje, ampak ja. Ti se bolj za pristajanje, crash landing test. Ja, tudi. Plus tega si se še ti malo naučil flight combatu zraven. Ja, tako v 3 dneh bom počas poštudiral, kak je ratika. V 3 dneh bo počas dobil licenco za letenje z vojaškimi avioni, tako da ga bo zaposlili v Cerkljah ob Krki. Pa bo pač pilotu se sicer leto, ampak vse to je podobno, kot pa je na PS Mustang. Ne, druga taktika. Me zaposlijo tam, jaz se vse razrijam, tako da imamo že spet lahko dirkališče. Pustimo lahko boje, zakaj ne boje? Tle sem komi nabral teh 10 žetonov, ki lahko z malo sreče zamenjam za Golden Ticket, čeprav Golden Ticket je že... Je konc, ste razstavljali vse Golden Tickete. Kako pa dobiš ti konc? Da bomo probal srečo. Ajde, da vidimo. Op! Si ready, kamer? Gospodje? Halo? O, nagrada presenečenja, ali kaj je to? Res je. Kaj to pomeni? Zdaj bomo še Tole, goodies. Mislim, da so nekateri imeli malo več sreče, kaj jaz, pa dobili dejansko, ne vem, kitkovance, miške, ne vem, vsega svašta. A jaz mislim, da moram pa na udar. Moram na udar. 3, 2, 1! Prvi so se kaj za mene zaderali. Sad mi nosiš monster poklone. Gaming terminal vikend. Gaming terminal je za nami. Ja, uspešno za nami. Uspešno za nami. Naporno je bilo, kaj da rečem? Ni bilo naporno. Ne, v bistvu je bilo ful naporno. Ja. Cheese easy je bilo. Smooth sailing. Nekaj ne 5 ur spanca, vse 3 dni skupaj, ampak ja, je bilo kar naporno. Vse 3 dni. Vse 3 dni, ali misliš cel teden? Pripravljalen teden moš računati. Pripravili so bili tudi kar hude, mislim, naporne, ampak lej, uspel nam je. To je vse, kar je važno, vse je bilo vredno na koncu. Alright. Zadovoljen? Zadovoljen, zelo, v bistvu pričakoval sem, bom rekel temu tako, za prvič sem pričakoval še celo veliko manj.
res je bilo, tisto, ki je zamudil, lahko mi je žal. Nam je ratal pol skupaj, res, mislim, vsak se strinjal nekaj tazga prikazati, ker noben ni pričakoval. Exactly. In mislim, da feedback obiskovalcev, s katerimi sem jaz uspel komunicirati, je bil tako, vsi so bili presenečeni v bistvu. Predvsem nad moodom, nad ambiensom, lučke, glasba, vizuali, dim, content-wise. Iskreno, kako se rekel, ni dodatnih besed, da bi opisali se skupaj. Res, vse, kar lahko rečemo, je, da se vidimo definitivno naslednje let v veliko, bom rekel, izboljšeni obliki. Ta let smo se naučili vse, kar smo se mogli. Moja izkušnja pa je le, ne. Drug let se to spil, zrihta, zapakira v še en večji gaming terminal event. Ne, še boljši. Okay, če ste letos zamudili, vam je lahko zelo žal, zelo veliko ste zamudili, ampak Vortex je baje banko v roku. ja, res je, ampak ne bi jaz preveč govoril, ker so pač zamudili, tako da bojo mogli priti naslednje. Zdaj se glih sem dam teaser, da si banko v roku. Zdaj kaj, kako si banko v roku? Kako boste zvedali to, ne vem, boste, upam, da zvedali nekako, ampak če ne drugega se pa definitivno naslednje. In se ga zelo veselim. Mi to pospravimo. Tomke, prva stvar, da nauke zmanjka slučajno, da ne bo kdo kakšnih feltov dol sunil. In do naslednjič, se veste, kaj moramo reči za naslednjič? Like, subscribe, pa kakšen komentar spustite. To je vedno lepo prebrati, kaj je lepo. Definitivno, tako da. See ya!